Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Na katedri za sadjarstvo in predelavo sadja Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru vsako leto priredijo srečanje sadjarjev, ki se ga redno udeležujejo tudi nekateri starejši strokovnjaki z tega področja. Takšna srečanja so gotovo priložnost za razpravo o razmerah v sadjarstvu, pa tudi za predstavitev novosti na omenjeni katedri. Na katedri za sadjarstvo in predelavo sadja Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru zadnja leta študente načrtno usmerjajo v praktično delo v sadovnjaku in v raziskovalno delo v laboratoriju že v prvem letniku študija. Z letošnjim letom smo pristopili k spremembam. V preteklosti je bilo prakse manj, zdaj smo jo pa uvedli v prvi, drugi in v tretji letnik. Se pravi, se študentje sadjarstva, vinogradništva, vinarstva srečajo z strokovnimi oziroma s praktičnimi znanji že od vsega začetka. Me veseli vinogradništvo, kar je precej zanimivo, bolj kot karkoli drugega, če bi lahko tako rekla. Enostavno je veselje v tem noter. Drugič pa je tudi zanimivo se učiti še karkoli v sadjarstvu. Za ta študij sem se odločil predvsem zato, ker me veseli vinogradništvo in sadjarstvo. Doma imamo že nekaj vinogradov, imamo tudi kmečki turizem, tako da se ukvarjam tudi z predelavo sadja. Hočem pa še se moče bolj specializirati v sadjarstvu in pa še bolj s predelavo sadja. V Mali Nedelji imamo en vinograd pa nekaj sadnega dreva tudi, kar je tudi postalo na nek način, ne bom rekel inspiracija, ampak neka želja po nadaljevanju družinske tradicije. Tako da zato sem se tudi odločil, da se vpišem na našo fakulteto. Naučil se bom še dosti teorije, praktičnega dela že nekaj malo poznam. Šola mi je zelo všeč, imamo vse, kaj potrebujemo, pa še več. Tako da bomo postali specialisti za vinogradništvo, kmetijstvo in sadjarstvo. Seveda, mi na fakulteti želimo v tej smeri maksimalno tudi vključevati prakso, čeprav se velikokrat pošalim, da delati ni moderno, ampak postaja zopet. Zadnjih par let opažamo, da se pri študentih to zanimanje, ta odločnost, da pa je seveda potrebno hrano pridelati, da se pa hrana pridela na zemlji, tudi zanimivo. Študentje se pri praktičnem delu seznanjajo z najsodobnejšimi tehnologijami pridelave sadja. V to sodobno sadjarsko pridelavo se uvaja strojna rez. In za strojno rez je potrebno drevo pravilno pripraviti. Pri strojni rezi namreč želimo, da je ta provodnik čim bolj obraščen z temi kratkimi, drobnimi rodnimi nosilci, ki jih mora biti seveda čim več. Kajti pri strojni rezi dobimo zelo ozko steno in za vzdrževanje oziroma za zapolnitev te ozke stene, ki jo imamo, potrebujemo v bistvu številne rodne nosilce. In da te številne rodne nosilce dobimo, vzgojimo, je potrebna pravilna rez v prvem letu po sajenju. In tukaj te dve vrsti imamo poskus, ko smo dejansko vse te predčasne poganke prikrajšali, s tem smo dosegli tudi boljšo obraščenost v notranjosti in pa tudi sam vrh, sam provodnik smo nekako prikrajšali 60 cm nad temi zadnjimi predčasnimi poganki. Preizkušajo nove sadne sorte in načine sajenja. Tako so nedavno dokazali, da je mogoče v ustreznih razmerah v tunelih gojiti jagode brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V vseh knjigah piše, da je treba jagode pred najnevarnejšo boleznijo zaščititi 3-krat. Najnevarnejša bolezen je botritis oziroma siva plesen po naše. Škropiti jih je potrebno v začetku cvetenja, v sredini cvetenja in na koncu cvetenja. Vendar večina teh knjig omenja jagode, ki so na prostem. Mi pa imamo jagode v tunelih in vsaka bolezen je povezana s temperaturo in vlago. Vlage v tem tunelu je bistveno manj in ko dežuje, je notri suho. In v tistem primeru se okužba
ne more izvršiti. Na fakulteti že dalj časa preučujemo tehnologije, ki bi omogočale drastično zmanjšanje porabe klasičnih fitofarmacevtskih sredstev, pesticidov, drugače rečeno. In pristopi, da se doseže ta cilj, so seveda različni. Lahko se gre v klasično ekološko pridelavo, kjer se uporabljajo zgolj ekološka sredstva. Lahko se pa češnje goji tudi pod dežnikom, kjer se drevesa prikrijejo s plastično folijo, lahko samo po vrhu, lahko tudi od strani. In s tem spremenimo mikroklimo, spremenimo gibanje žuželk, rastline niso omočene od dežja, hkrati pa sistematično namakamo, da je dotok vode enakomeren in s tem želimo doseči, da plodovi ne bi pokali. Namreč pokanje plodov je eden od osnovnih tehnoloških problemov pri intenzivnem gojenju češenj in potem plod, ki poči, običajno naselijo glivice, monilija. In iz enega plodu potem monilija preide na vse ostale plodove, ki se držijo v šopu. In potem mimogrede dobimo pol ali še več kot pol pridelka. Med študijem sadjarstva se seznanijo z raziskovalnim delom v laboratoriju. Zdaj se nahajamo v enem od laboratorijev. Začnejo se pa seveda zadeve zunaj. V sadovnjakih nastavimo tehnološke poskuse, predvsem so ti laboratoriji kasneje potem namenjeni spremljanju kakovosti. In sicer največ seveda delamo na jablani, kjer je vitalnega pomena obdobje zorenja. Zadnji mesec pred zorenjem spremljamo dinamiko kislin, sladkorjev in še drugih antioksidantov tudi. Skratka, pri slivah recimo tudi je zanimivo, da je težko določiti optimalni rok obiranja, ker že sliva pomodri zelo zgodaj. Skratka, naše delo se ne konča v sadovnjaku, ampak ta interdisciplinarni pristop je nujen za eksaktno določanje teh raznih novih tehnoloških posegov. Ena izmed teh stvari je tudi seveda trenutna analiza zemlje, kjer se podatki služijo temu za načrtovanje gnojilnih načrtov. Hkrati pač se določajo razni makro in mikroelementi, na podlagi tega seveda se določajo torej pravilna razmerja za gnojenje. Na katedri pri raziskovalnih projektih sodelujejo z drugimi fakultetami ali inštituti. Enega izmed takšnih projektov razvijajo strokovnjaki iz Laboratorija za računalniško grafiko in umetno inteligenco Mariborske fakultete za računalništvo in elektrotehniko. Izdelali so program, s katerim bo mogoče izvesti rez drevesa s pomočjo računalnika. Glavni namen tega programa, tega sodelovanja vsekakor je vizualno pokazati, kako drevo reagira po enem letu. Se pravi, prva zadeva je, da skrajšamo to pot. Seveda, ni enostavno vse fiziološke zakonitosti rasti spraviti v računalnik. In ta prva faza je zdaj opravljena, da so ti algoritmi narejeni, ki zajemajo te značilnosti rasti, višje ležeči poganki, debelejši poganki, skratka drevo je težko na računalniku simulirati, pa vendar je situacija zdaj takšna, da je orodje dodelano tako daleč, da lahko v računalniku vnesemo neke osnovna drevesa in potem računalnik izriše, kaj bo zraslo v tem letu. To je bistvo, ne? Ta aplikacija dejansko prikazuje rast drevesa po letih in seveda to rast drevesa potem usmerjamo z vsemi aktivnostmi, ki so seveda v sadjarstvu znane, se pravi tako z rezjo kot upogibanjem vej, pri čemer pač uporabljamo razpiranje, uteži in tako naprej. No in to se potem vidi v nadaljni rasti in na tak način potem lahko na računalniku prikažemo v bistvu spreminjanje in dejansko oblikovanje drevesnih krošenj. Profesor Denis Tajnko je samostojno razvil aplikacijo, ki omogoča napovedovanje količine plodov na drevesu oziroma v sadovnjaku. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede smo že pred 14 leti razvili aplikacijo, ki izdeluje ta postopek avtomatsko s pomočjo programskega
okolja LabVIEW. Seveda, prva stopnja v tem določanju pridelka je še vedno ogled sadovnjakov, ki jih ponavadi naredimo konec junija ali v začetku julija. Takrat si najprej izberemo vzorčne nasade in iz vsakega od njih poslikamo z digitalnim fotoaparatom nekje med 10 in 30 dreves. Predhodno se na ta drevesa namesti tudi posebno merilo, tenis žogica, zato da kasneje s pomočjo aplikacije natančno določimo primer plodu v času zajemanja vzorcev. Ko pridemo enkrat v laboratorij, naložimo digitalne fotografije na računalnik in jih uredimo po datumih, po sortah oziroma po proizvajalcih. Kasneje aplikacijo zaženemo tako, da izberemo ustrezno sorto in na fotografiji najprej poiščemo to naše merilo, torej tenis žogico, in s posebnim orodjem označimo velikost te žogice, recimo 91 pik. Ko smo enkrat to označili, povemo računalniku, kje bo ta rezultat zaznamovan, vnesemo podatke o sadovnjaku, torej širini, višini in nenazadnje določimo tudi približno, kako velik naj bo ta vzorec, ki ga mora računalnik poiskati. Sledi potem enostavno postopek zagona programa in računalnik v nekaj trenutkih dejansko dobi podatke o pridelku na parceli. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je posestvo ob gradu Hompoš nasledila od nekdanje splošne bolnišnice Maribor, še preden je bilo dokončno odločeno, kje bodo prostori fakultete. S prodajo pridelkov in prehranskih izdelkov pravzaprav nadaljujejo tradicijo zadnjih zasebnih lastnikov gradu, ki so sloveli po svoji podjetnosti. Če povem samo, kaj je bilo treba narediti. Obnoviti je bilo treba vsa zemljišča, kar se odvodne tiče, kar se tiče agromelioracije, pravi izboljšanja tal. Obnoviti je bilo treba ali pa zamenjati popolnoma vse sadjarske nasade, vse. Niti enega drevesa ni več ostalo, ko smo te obnove se postopoma lotili. Prav tako na Meranu je bilo treba vse vinograde obnoviti. O stavbah je pa čisto posebna zgodba. Na Meranovem so se v enem drugem ritmu obnavljale postopoma, medtem ko tukaj se je potem zaradi preselitve tudi fakultete grad s prizidki temeljito obnovil, medtem gospodarska poslopja pa so samo delno adaptirana za uporabo, kar pa je najbrž naslednji cilj fakultete, da mora to čim prej tudi spraviti. Napredek v sadjarstvu, sicer z nekoliko distance, še zmeraj sledijo tisti, ki so stroki pred desetletji postavili temelje. Profesor Adamič je na začetku to vodil in ogromno njegovih učencev je potem šlo v različne kraje po Sloveniji, in sadjarstvo se je začelo tukaj, čeprav je bil že včasih center razvoja sadjarstva prav v Mariboru, ne v Ljubljani. In tukaj so potem profesorjevi učenci, pa že prej njegovi sodelavci, razvijali sadjarstvo, da je šlo v korak pravzaprav z razvojem sadjarstva na splošno. Sadjarstvo v tem delu Štajerske je v zadnjih 20 letih doživelo številne spremembe. Nekdanja velika sadjarska podjetja so propadla, večina pridelave na območju Podravja je razpršene. Ni bilo dovolj ambicioznih ljudi in da so lastniki odigrali svojo vlogo, ker vsak je videl neke svoje koristi, kot zgleda, in ni bilo nekoga, ki bi v tistem času prevzel to vlogo, kot se je recimo to zgodilo v Mirosanu pa v Krškem. Tega v Mariboru ni bilo in usoda tega je, da je nekoč kot prvo v Sloveniji, glede predvsem proizvodne
pridelave jabolk, danes skoraj neopazno. Stara Avstro-Ogrska, Avstrija kot taka, glavni center in največji center sadja je bila Štajerska. Dobro, obe Štajerske, in največji center v Evropi. In takrat je prišla parola, da je štajersko sadje vidno kvalitetno. In to drži. In ta kvaliteta zdaj lahko prihaja do izraza, če bomo znali izkoristiti. Nepravilna raba fitofarmacevtskih sredstev lahko ogrozi preživetje čebel ali povzroči celo pomor čebeljih družin. Na Čebelarski zvezi Slovenije letos ponovno opozarjajo na uporabo teh sredstev v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih in dobro kmetijsko prakso. Kljub februarski otoplitvi, ki je povzročila prehitro prebujanje čebeljih družin, so čebele letošnjo zimo v večini dobro preživele. Čebelari smo letošnjo pomlad lahko zadovoljni z razvojem čebeljih družin, zaradi tega, ker v prvih spomladanskih dnevih, ko so se temperature ogrele nad 12 stopinj, smo lahko opazili, da iz večinoma naših panjev lepo izletavajo čebelje družine, tako da so preživele, nimamo obilnejših izgub čebeljih družin, kot smo jih imeli pred leti. In tako letos so že večino družin že lepo pričeli z intenzivnim razvojem, predvsem ob teh visokih temperaturah, katerim smo bili priča v preteklih tednih, tako da pričakujemo, da bodo letos čebelje družine, če bo pomlad se nadaljevala tako kot sedaj, prve paše pričakale močne in bodo lahko že izkoristile te prve čebelje paše. Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik gospodarski pomen. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zlasti v kmetijstvu zaradi opraševanja čebel. Po večini območja Slovenije pridelovalci, tako sadjarji, vinogradniki, poljedelci dobro sodelujejo s čebelari. Seveda imamo pa tudi nekaj takšnih slabših praks in zaradi teh praks pa v bistvu ozaveščamo pridelovalce, tako sadjarje, vinogradnike, poljedelce, da so predvsem pri uporabi teh fitofarmacevtskih sredstev, katerih uporaba je največja v tem spomladanskem času, da jih ozaveščamo, da to uporabo uporabljajo v skladu s dovoljeno kmetijsko prakso, z varstvom rastlin in da uporabljajo fitofarmacevtska sredstva v popoldanskih časih, v večernih urah, še boljše je, da preko noči, da izbirajo tista fitofarmacevtska sredstva, katera so čebelam manj nevarna, da jih potem uporabljajo v najmanjših dovoljenih koncentracijah, da so pozorni na to, da pred samo uporabo pokosijo, pomulčijo cvetočo podrast v vinogradih, v sadovnjakih, da ne uporabljajo, da ne škropijo v času močnega vetra, zaradi tega, ker takrat lahko škropilno brozgo iz ciljne kulture veter zanese na sosednji cvetoči travnik, oljno ogrščico in da v bistvu po koncu škropljenja tudi zgledno pospravijo, očistijo škropilnico, embalažo od fitofarmacevtskih sredstev, da se ta razredčeno fitofarmacevtsko sredstvo ne pojavi v potokih ali kje drugje na kakšnih mestih, od koder bi čebele lahko zbiralo to tekočino in jo prinašale v panj. V času cvetenja rastlin se praviloma ne škropi. Če je zatiranje bolezni ali škodljivcev nujno, se škropljenje opravi s pripravki, ki niso nevarni za čebele. In to takrat, ko čebele niso na paši. Najbolj nevarno je to, da so kakšna fitofarmacevtska sredstva zanešena v cvet rastline, od koder čebele zbirajo tako cvetni prah kot nektar in da v bistvu zaradi te kontaminacije odmre čebela, pašna čebela takoj na mestu okužbe ali pa da ta kontaminiran cvetni prah ali nektar prinese v panj in ga potem skladišči, zaradi tega, ker ta cvetni prah se potem polaga mladim ličinkam in iz teh ličink se potem razvijajo odrasle čebele, ki pa niso tako vitalne in ne morejo tako dobro opravljati funkcije, kot bi jo morale in takšna družina v bistvu se preko poletja ne more optimalno razviti in čebelarju dati pridelkov, kot si jih želi. Tako da izogibati se morajo uporabniki fitofarmacevtskih sredstev, da ne škropijo
cvetočih rastlin in da tudi v bližini škropljenja ni cvetočih rastlin, na kamor bi lahko ta sredstva padla in kontaminirala cvetni prah ali nektar. Ugotovili smo, da ponavadi se napake ne pojavljajo pri teh večjih pridelovalcih, ampak da se pogosteje pri tistih, ki imajo do pol hektarja sadovnjaka, vinograda, predvsem verjetno zaradi tega, ker tisti imajo ob tem še službo in potem nimajo na razpolago toliko količine časa, da bi izbrali najbolj optimalen čas za škropljenje in so verjetno prisiljeni škropiti tudi v manj optimalnem času, zaradi česar se hitreje lahko pojavi dogodek, ki ima na koncu slab zaključek za čebele. Najprej bomo govorili o soji, poljščini, ki je zelo primerna za prehrano ljudi in živali. Na slovenskih in evropskih poljih pa je skorajda ni. Nevladna organizacija s sedežem na Dunaju si prizadeva, da bi sojo in druge beljakovinske poljščine ponovno pripeljali na polja stare celine. Kar 97% soje, ki jo porabimo v Evropi, uvozimo iz Južne in Severne Amerike. Večina je tudi gensko spremenjena. Soja ima zaradi svoje sestave okoli 40% beljakovin, v kmetijstvu podobno vlogo kot nafta v gospodarstvu. Z najnižjimi stroški jo pridelujejo v Braziliji, kjer letno za nova polja soje izsekajo deževni gozd v velikosti celotne Avstrije. At the moment, one of the biggest problems in agriculture is coming from the soya. When you eat a meat or eggs or milk normally, the production goes back to Brazil. Soya is imported from the rainforest territory, and we have very often GMO soya in the market. And if you want to drink a Slovenian milk, I don't want to have a Brazilian GMO. In my opinion. So if we want to balance the agriculture, we have to start to produce the protein in our own areas. Večina soje, ki pride na evropski in tudi na slovenski trg, pa je žal gensko spremenjena in gensko spremenjena krma je nekako že stopila v ta krogotok prehrane tako živali kot tudi potem ljudi. Glede na to, da je pa mnogo potrošnikov zaskrbljenih, to zavrača, želi tudi vedeti, s kom in na kak način so bile živali krmljene, je sedaj pridelava naravne soje, torej gensko nespremenjene soje v Podonavskem bazenu tudi tržna priložnost, ne samo za slovenske kmetije, ampak tudi za ostale, kajti ta soja dosega na svetovnem trgu višje cene kot gensko spremenjena soja. Če pa bi po recimo vzoru tudi kmetij iz sosednje Avstrije, ker imajo kar precej hektarov tudi v ekološki pridelavi, šli v ekološko pridelavo soje, bi pa bila seveda ta dodana vrednost še toliko večja. V Sloveniji pridelujemo sojo le na okoli 200 hektarjih. V Lenartu jo bodo letos pridelovali na 40 hektarjih, od tega 5 hektarjev na ekološki način. Izkušnji imamo zelo malo. Mi smo lansko leto imeli drugič sojo, prvič smo imeli v leto 2010 in lansko leto spet nekoliko na poskušnji cirka 14 hektarjev, tako da smo rastlino dobesedno malo spoznali. Je možno torej pridelovati sojo v Sloveniji, tako kot so danes tukaj kar optimistično napovedovali? Zgleda, da ja. Čeprav lansko leto ni bilo primerno leto za začetek, kajti tudi druge kulture so utrpele ta vročinski val in če bi ocenjevali na pridelku lanskega leta, potem verjetno se noben ne bi odločil več za nadaljno sojo. V našem podjetju Žipo Lenart smo se odločili, da poskusimo še letos. Dogovorili smo se tudi, da naredimo en večji poskus skupaj z ostalimi partnerji, ki so vključeni v te Donav soja. Na tem poskusu bomo tudi probali različne sorte, različne medvrstne razdalje in pa gostoto setve in potem bomo videli. Računamo vsi na najboljše. Po teoriji in po tem, kar je znano iz drugih držav, bi lahko soja bila na naših njivah in bi lahko zelo dobro nadomestila
kulturo v kolobarju, se pravi popestrila kolobar in pa obogatila tla. Če bo temu tako, potem je to lahko kultura, ki bo nam, kmeticem, prinesla nekaj novega, oziroma tudi nekaj starega. Vkolikor ne, bomo pač vztrajali na klasiki pšenica, koruza. Poleg pomanjkanja tehnološkega znanja in izkušenj, tudi nikoli nismo imeli lastne pražarne soje. To sta dva glavna razloga, da je ta poljščina rasla na naših njivah zelo redko. Stopnja samooskrbe s sojnimi tropinami je pri nas ocenjena zgolj na 0,3%. Je sedaj že na trgu tudi več primernih sort soje, torej ranejših, ki so primerne za naše rastne razmere, so možnosti bistveno večje in boljše, kot so bile še nekaj let ali pa desetletij nazaj, ko je bil glavni problem ravno to, da ni bilo primernega sortimenta za slovenske rastne razmere. To je en dejavnik. Drug dejavnik pa je, kako sedaj to sojo uporabiti. Slovenija ni nikoli imela nobene pražarne soje, torej možnosti termične obdelave soje, kajti soja vsebuje tripsin, ki je neugodna sestavina v prehrani živali. Sedaj pa se ponujajo tudi manjše naprave za praženje soje in eno takih manjših naprav, manjše kapacitete, ki bi si jo lahko kmetija tudi za lastne potrebe nabavila, ali pa ena kmetija za usluge v okviru strojnih krožkov, so tudi nova zadeva ali pa drugo dejstvo, ki bo omogočilo, da bi lahko tisti, ki to želijo, to sojo vključili kar neposredno praženo na lastni kmetiji v krmne obroke živali, predvsem seveda perutnine, in tudi pri reji prašičev je možno koristno uporabiti tudi to tako imenovano polnomastno sojo. V Avstriji so letos prvič na police trgovin postavili jajca, ki so jih znesle kokoši, krmljene z v Evropi pridelano sojo. Ta proizvod je posebej označen. If you know how the production is done, you can make a choice. You want to buy something cheaper, or you want to buy something sustainable and which is more healthy maybe and more produced in the way that you like. So starting with the consumer is very important, and that's why we are trying to connect the farmers and the consumers with a brand which is on the packaging. And that's Danube soja. Spodbujanje pridelave soje in s tem zmanjšanje odvisnosti od uvoza beljakovinskih rastlin podpira 13 evropskih držav Podonavja. To območje je tudi najbolj primerno za pridelavo soje. Po nekaterih ocenah bi z aktiviranjem neizrabljenih kmetijskih površin lahko tu pridelovali sojo na najmanj 2,5 milijona hektarjih. Z uporabo ustreznih sort in agrotehničnih sredstev je možno v regiji dvigniti hektarski donos iz sedanje 2,5 na okoli 3,5 tone na hektar. To v Avstriji dosegajo že danes. Zelo uspešni v pridelavi so tudi v Srbiji, kjer te poljščine že pridelajo več, kot je potrebujejo sami. Minuli teden je v Gornji Radgoni prvič doslej potekal zeleni sejem. Zanimanje za predstavitev na sejmu je bilo izjemno, saj se je na prvi sejemski dan v okviru trajnostnih tehnologij predstavilo kar 82 razstavljavcev iz 6 držav. Radgona je končno dobila tudi svoj zeleni sejem, pospremljen z bogatim strokovnim programom. Ta sejem oziroma sejemska prireditev združuje kar 5 sejemskih vsebin. Najstarejša je seveda sejem gradbeništva. Temu smo pred 3 leti dodali še sejem energetike in pa sejem komunale. In kot zadnji je bil pred leti dodan še sejem pomurskega obrtništva. In ker se vse te vsebine nekako prepletajo in seveda vse te vsebine tudi iščejo neko perspektivo v nadaljnjem razvoju, smo prišli do ideje, da je vse nekako povezano z trajnostnim razvojem in zato smo prišli tudi do ideje, da bi naredili letos prvič tudi sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga. Mislim, da je veliko ljudi, ki
išče informacije, recimo glede, ko prenavlja svoje hiše, svoje stanovanja in išče možnosti, kako, kje, kaj nove materijale ugraditi. Tu noter tudi imate recimo stare nove materijale, kot so ometi iz gline in tako dalje naprej, se pravi zelo ekološko in mislim, da se splača priti pogledati tudi kot obiskovalec. Zdi, da znamo varčevati z energijo v Sloveniji? Ne. Smo trajnostno naravnani? Naše Slovenci ne. Na sejmu so se prepletale predstavitve tradicionalnih, naravi in človeku prijaznih obrti z visokotehnološkimi rešitvami. Zakaj je bolje nositi stvari v takšni košari kot v plastični vrečki? Kaj pa vam bolj ekološko je, ne? Plastika je strpjena. No, kaj naj? Jaz tako mislim, no pa ne vem. Svoje znanje in izdelke so prikazala tudi inovativna, trajnostno naravnana in tehnološko visoko razvita podjetja. Pot od izuma do njegove uporabe je velikokrat dolgotrajna in draga. Green bi naj pomenil eno novo gradbeništvo, brez sintetike ali pa minimalnem deležu sintetike, tisto, kar bi bilo še dokaj nekje sprejemljivo za zdravje bivanja človeka. Glejte, med ljudmi, ki pač niso iz stroke, velja velikokrat zmotno prepričanje, da so mavčne obloge naravni material, da je to bolje, da izoliramo steno, potem, da je recimo beton nekaj umetnega. Kaj vi pravite na to kot gradbeni strokovnjak? Mislim, da je, kar se tiče gradbeništva, so zadeve dokaj preproste. Človek se mora vedno vprašati, iz česa je kakšen material, iz česa je kakšen element, iz česa bo delana, izvajana kakršnakoli sanacija ali novogradnja. Beton, ki nima primesi sintetike, je čisto ta pravi mineralni material, vendar ga treba v taki primerni obliki obdelati, da je prijazen za človeka. Ilovica kot gradbeni material, kaj vi menite o tem? Ja, ilovica kot gradbeni material je fantastičen. Če hočeš iz ilovice graditi, je to sorazmerno draga gradnja, prava gradnja iz ilovice. Mi imamo tudi nekaj takih izvajalcev, sploh mladi, iz Goričkega, iz Prekmurja. Ti so zelo navdušeni na biogradnjo. Potem imamo tudi nekaj hiš, ki jih obnavljamo kot butane hiše, kot ste rekli, iz blata. Jih obnavljamo in to se da obnavljati kvalitetno, lahko obnavljaš samo z mineralnimi materijali. Ne samo moje mnenje, ampak mislim, da tudi večine ljudi, ki so že ozaveščeni in jim ni vseeno, kaj pojedo, v kakšne materijale se oblačijo, ali so to naravni ali sintetični. Tako se vedno več ljudi tudi zaveda, da je pomembno, da nas materijali v samem bivalnem prostoru, ki nas obdajajo, da so čim bolj naravni, čim bolj prijazni zdravju in neškodljivi. Razvitost države se meri tudi po količini odpadkov, ki končajo na odlagališčih. V Sloveniji na deponije še zmeraj odložimo skoraj 70% odpadkov, v skandinavskih državah pa manj kot 5%. Odpadke imajo samo nerazvite družbe. To so družbe, ki odpadek vidijo kot problem, kot breme, kot strošek, kajti v vsaki surovini, ki dejansko predstavlja nek izdelek in ko po uporabni dobi za nekoga več ni izdelek, ampak odpadek, se skrivajo natančno tiste surovine, ki so bile uporabljene za njegov nastanek. V zadnjih 10 letih se je sicer zelo veliko naredilo na področju zbiranja in ločevanja odpadkov. Kljub temu, da se veliko embalaže ločeno zbere, če vzamemo ta segment, se je zelo malo reciklira. Veliko se je izvozi kot granulat in novih izdelkov. V Sloveniji bomo malo našli proizvedeno v Sloveniji, torej Made in Slovenija bomo zelo malo našli. Večina to konča od zunaj. Zakaj ni tržnih priložnosti? Predvsem zato, ker je vedno in edino merilo, kaj se izplača. Seveda na kratek rok, ne? Socialna ekonomija daje prednost tudi kapitalu v ljudeh in lokalnemu podjetništvu, ker pa seveda take velike industrije, ki so kot infrastruktura za reciklažo, recimo plastike, papirja, tega ne omogočajo.
Ogledali smo si lahko tudi več primerov socialnega podjetništva, obiskovalcem pa so se predstavili zagovorniki pravične trgovine. Zakaj ste se odločili za kavo? Predstavljate se za kavo? Ja, kava je za pravično trgovino najpomembnejši prodarni artikel iz dveh razlogov. Prvič, ker se je pravična trgovina v malce večjem obsegu dejansko začela s prodajo kave. Drugič, zato ker je kava za nafto druga najbolj trgovana dobrina na svetu, se pravi posel s kavo je ogromen. Približno 25 milijonov proizvajalcev kave imamo na svetu, se pravi to so manjši kmetje. Kava ne raste v nobeni evropski državi, se pravi je locirana izključno v državah tropskega, subtropskega pasu, ki sodijo številne od njih med najrevnejše države sveta. In seveda zadnji razlog, skoraj vsi jo pijemo dnevno, pa o njej pravzaprav skoraj ničesar ne vemo. Z razstavo Čar lesa so predstavili različne uporabne izdelke, od pohištva, stavbnega pohištva pa do okrasnih izdelkov. Nekako pred 20 leti se je začela ta plastična okna, plastična vrata in da bojo 3-plastna, pa 4-plastna, pa ne vem koliko plastna vse. Veste, tukaj mi dejansko res naredimo neko bariero temperaturno ali pa to, ampak najbolj so ljudje znali narediti bariero za zrakom. To pomeni, da so imeli škatlasto okno, notranje okno in zunanje okno, ki se je pa poleti zamenjalo s polknami. Glejte, zdaj imamo tale večplastna okna, sonce je posijalo, ampak ta okna nam ne pustijo energije v notranjosti in moramo še naprej ogrevati. Če bi imeli škatlasto okna, bi zunanje okno odstranili in bi lepo tale sonček nam začel ogrevati našo stanovanje ali pa našo hišo. Les je naravno bogastvo in vir najcenejše energije, vendar tega ne znamo izkoristiti. Les je dar narave, torej narava nam to poklanja. Ampak mi z lesom naprej samo še za kurjenje vemo, da ga uporabljati, premalo pa se zavedamo, da je treba iz tega lesa narediti izdelke z visoko dodano vrednostjo in tudi z malo uporabljene energije. Prav tako izdelava lesa v izdelke ni do okolja problematična. Torej to je do okolja prijazno in do človeka. Tudi izdelki iz lesa so do človeka mnogo bolj zdravi, kot pa iz teh fosilnih materialov. In mi moramo večji poudarek Sloveniji dati v tem, da bomo s čim manj energije čim več ustvarili. Kajti, kaj imamo v Sloveniji? V Sloveniji imamo les. Česa pa nimamo mi v Sloveniji? Lastne energije nimamo. To pomeni, predelujmo les, pa bomo energetsko manj odvisni. Z veseljem ugotavljam, da po 10 letih, kar smo člani Evropske unije, imamo res veliko pozitivnih izkušenj, tako od posameznikov. Samo Ekosklad je podprl več kot 62.000 gospodinjstv v Sloveniji z tehnologijami, ki prispevajo k varovanju okolja oziroma manjšim podnebnim spremembam, do velikih podjetij, ki so aktivna na tem področju. Predstavniki Nemške univerze v Kasslu so prikazali zanimiv prototip sistema za predelavo travinja v kurivo. So this plant is designed to produce solid fuel from grassland, mainly semi-natural grassland, grasslands that are no longer used for forage production, for example, and which get more and more abandoned. And because there is no use for this material, it is logical to use it for energy production, but it's not very good for biogas production because the gas output is not very high, and it's better to use it thermally to burn the material. But for this purpose, we have to do a pre-treatment to reduce the content of mineral constituents. Prvi tak sistem za predelavo travinja že deluje v Baden-Badenu. V projektu podprtem z evropskimi sredstvi pa pod skupnim naslovom Danube Energy, Energija Donave, sodelujejo poleg nemških, avstrijskih, madžarskih, čeških in slovaških tudi slovenski strokovnjaki. Spoštovane gledalke in gledalci, v imenu vseh, ki smo današnjo oddajo Ljudje in zemlja pripravili, se vam zahvaljujem za pozornost in vas lepo pozdravljam.